Zvok je za mnoge nekaj samoumevnega, a njegov pomen pogosto zares razumemo šele takrat, ko ga ni. Letos mineva 45 let od prve oddaje Prisluhnimo tišini, ene izmed najstarejših oddaj na televiziji Slovenija in še vedno edine, ki je v celoti prilagojena gluhim in naglušnim. Oddaja je skozi desetletja odprla prostor slovenskemu znakovnemu jeziku, dostopnosti in razumevanju sveta tišine. O njenih začetkih, pomenu in sporočilu danes pa z gostoma Nevo Nikotra Lazar, prvo napovedovalko, voditeljico oddaje, in Matjažem Juhartom, sekretarjem Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. V Ljubljani pa se nam je pridružila še tolmačka Tanja Đuljati-Davinič. Lep pozdrav obema. Dobro jutro. Gospa Lazar, če začnem z vami, kako se torej spominjate tistega trenutka, prvega trenutka, ko ste začeli voditi, bom tako rekla, napovedovati zelo pomembno oddajo za tisti čas, pa tudi danes? Ja, tle je cel kup enih občutkov. Vse se je dogajalo tako nekako kot v filmu in teh občutkov je bilo dosti. Od prvega šoka, nepripravljenosti, da bom se nekaj takega spustila, ali boš se delovala, bom, ja, in to kar tako preko telefona, niti ne pogovorno, a bi ti to delala. Ja, no, pa se bomo videli. Ampak tako da jaz še danes, pravzaprav, ko gledam nazaj, to bil kot en film. Občutkov je bilo pa dosti in različnih, tako kot se je oddaja razvijala do prihoda v studio, snemanja in potem podoživljanja, kako so to gluhi doživljali, kako so to moji učenci doživljali, kako so slišeči to doživljali. To so bili občutki zelo mešani. Od strahu pa nesigurnosti pa do veselja in navdušenja. In to se je odvijalo tu, v tem studiu, kjer smo zdaj? To se je odvijalo v tem studiu, tako da zdaj, ko sem noter prišla, je bilo kar malo toplo, Ste imeli déjà vu? Ja, nobenih izkušenj nisem imela z tega področja. Bila sem med gluhimi, ampak delala sem v šolstvu in začetnik sem bila tudi tam in se v bistvu niti nisem zavedala vsega tega, v kaj se spuščam. Nisem razumela. Gospod Juhart, zakaj je bila po vašem mnenju oddaja Prisluhnimo tišini takrat tako zelo pomembna? Je orala ledino? Zagotovo. Tudi sam sem otrok gluhih staršev in se spomnim tistih časov, ko so gluhi moji starši in gluha skupnost nekako pričakovala to oddajo. Takrat bila to oddaja TV Koper in smo bili vsi tako navdušeni. In jaz kot otrok sem gledal moje starše, skupnost gluhih. To so bili drugačni časi. Takrat je bil znakovni jezik prepovedan. Gluhi otroci v šolah niso smeli kretati. Jaz kot otrok gluhih staršev, meni so starši vedno takole, ko sem hotel z mami se v znakovniku pogovarjati, je dala moje roke dol, ne kretajmo v javnosti, ker ti ljudje so takrat malo poniževali gluhe, se delali norce iz kretanja, in tisti časi so bili za gluho skupnost zelo težki. In potem, ko je ta oddaja prišla, to je bilo tako vznemirjenje in jaz se spomnim mojih staršev, jokala sta od sreče, od žalosti, od ponosa, tako da za gluho skupnost je oddaja Prisluhnimo tišini bila prvi svetilnik upanja v tej tisti taki malo bolj težki družbi. No in prve oddaje, kot ste rekli, so bile predvajane prav na naši koprski televiziji. Poglejmo zgodovino oddaj. Pregled sta pripravili zdajšnja urednica oddaje Prisluhnimo tišini Vlasta Tifan Graber in gluha sodelavka oddaje Valerija Škof. Piše se leto 1980, zgodovinski trenutek za gluho skupnost. Na malih ekranih televizije Koper se je pojavila napovedovalka Neva Lazar in v znakovnem jeziku sporočila, da se je začela prva oddaja za slušno prizadete. Dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Številnim gluhim je pretekla solza sreče, nekateri od njih pa so položili roke na televizor, saj je špica oddaje Prisluhnimo tišini vključevala zvok bitja srca, ki so ga gluhi lahko čutili. Že takrat je bila oddaja dostopna vsem in večplastna. Prvič je informirala gluhe o pomembnih dogodkih, drugič pa javnosti pokazala, da obstajajo med nami nevidni invalidi, gluhi, da imajo svoj jezik, svojo kulturo, svoje probleme, in tretjič, stroki je pokazala, da je metoda, s katero delajo za gluhe, nesprejemljiva, da je znakovni jezik njihov jezik. Mislim, da je največja stvar to, da so
gluhi pridobili s tem, ko smo delali oddaje, ko so nastopali pred kamero, na samozavesti. Zanimivo je, da je bila Neva Lazar slišeča voditeljica, ki ni znala znakovnega jezika. Učila se ga je s pomočjo tolmača. Ja, to je bilo pa tako, da sem jaz prišla v Koper en dan prej in sem šla k Nevi domov in sva potem tudi popoldne, večer vadili besedilo. Ko je oddaja Prisluhnimo tišini nastajala, ni bila televizijski projekt, temveč odgovor na popolno izključenost gluhih iz sveta informacij. V času, ko znakovni jezik ni bil priznan in ko so bili gluhi prepuščeni tišini, je odprla prostor gluhi skupnosti, ki je bila do takrat potisnjena na rob. Obrazi pred in za kamero so se spreminjali, oddaja pa je ostajala zvesta svojemu poslanstvu. Sporočil bi jim, da naj to oddajo delajo naprej, saj ta oddaja še vedno informira gluhe v njihovem jeziku, osvešča javnost in bogati nacionalno televizijo s programom, ki je namenjen manjšini. Gospa Lazar, kolegica Vlasta je dejala, da, ne, in pa tudi gospa Ljubica, da vas je učila v bistvu znakovnega jezika. Kako zahtevno je bilo to? Ja, se pravi, nisem rekla, da nisem se niti zavedala, v kaj se spuščam. Jaz nisem znala, nisem obvladala znakovnega jezika. Znala sem morbiti kakšen par enih besed, ma to je bilo tudi vse. In ko sem pristopila k tebi, mi je bilo rečeno, ti ne se ne sekiraj, te bojo naučili. In so takrat res povabili. Oddajo smo pripravili že aprila, oziroma oni so pripravili in ne bi jo maju snemali. Ampak ker je potem umrl Tito, se je vse to ustavilo in prineslo na september. Tako da jaz sem imela dosti časa se učiti, ampak se pač nismo. Ko sem dobila tekst, so me spoznali z gospodom Gojakom. On je bil tajnik Zveze gluhih Koper in njegova sodelavka Miro Bordon in ona dva sta me praktično učila samo tekst prve in druge oddaje. Gospod Juhart, kaj je pomenila ta oddaja tudi za v bistvu pravice gluhih takrat, ko pravite, da dejansko niste smeli kretati v javnosti? Družba, predvsem pa stroka takrat ni slišala pravzaprav krikov skupnosti gluhih, ne? Težko je bilo gluhim otrokom, ko ti vzamejo jezik v šolah. Znakovnega jezika ni bilo niti doma. Pravic gluhih so težko uveljavljali. Tako da oddaja Prisluhnimo tišini ni bila samo informativna ali pa za opolnomočenje. Hkrati je bila tudi neke vrste svetilnik, pravzaprav opomnik in podpora gluhi skupnosti pri borbi za svoje pravice. Tako da, tako kot danes RTV Slovenija, je TV Koper pravzaprav oral ledino v smislu, da če kaj nismo uspeli spregovoriti odločevalcem, smo dali v oddajo Prisluhnimo tišini. In potem preko tega medija, če je bil včasih znakovni jezik nekako zasramovan, ponižujoč in tako naprej, je danes priljubljen jezik učenja in nekako je v vseh medijih nekaj samoumevnega. No in tudi danes sta me vidva med pogovorom naučila eno kretnjo. Hvala. Hvala tudi vam. Hvala. Oddaja Prisluhnimo tišini tako že 45 let dokazuje, da pravica do informacij pripada vsem. Je oddaja, ki ne povezuje le zvoka in tišine, temveč predvsem ljudi.